24. in 25. aprila je v ljubljanskem Cankarjevem domu potekal že 19. finančni sejem Kapital 2013, kjer svojo ponudbo predstavlja več kot 60 ponudnikov finančnih storitev, poteka pa tudi več kot 40 predavanj, okroglih miz in drugih dogodkov, povezanih z aktualno ekonomsko situacijo doma in v tujini. Letos smo pripravili že 19. finančni sejem Kapital. Predstavljajo svojo ponudbo finančne inštitucije. Moram reči, da pogrešamo banke, ki očitno še niso tako daleč, da bi lahko predstavile nove produkte, ukvarjajo se predvsem z sanacijo starih grehov. Vesel sem tudi, da je znova zraven Vseslovensko združenje malih delničarjev. Mislim, da tudi uspešno sodelujemo pri promociji finančnega trga v Sloveniji. Vseslovensko združenje malih delničarjev, VZMD, se je s svojima mednarodnima investitorskima programoma sejma aktivno udeležilo že 4. leto. Letos tudi s predavanjem predsednika VZMD, magistra Kristjana Verbiča, z naslovom Mednarodno investitorsko okolje, možnosti odmevnih predstavitev slovenskih podjetij, institucij in investicijskih projektov. Če pogledate v Ameriko trenutno, tam je vzdušje boljše kot v Evropi. Zakaj? Ker so bili odločni v tem, kako so ukrepali. In po 3-4 letih krize oni ne lamentirajo tako kot mi v Evropi, temveč so že na poti navzgor, imajo 2-3% rast. Na borzi pričakujemo, da bo vlada nadaljevala s privatizacijo, da bo verjetno tudi kakšno podjetje v popolnosti prodala tujim vlagateljem, da bo takšno podjetje umaknjeno z borze. Po drugi strani se bo pa s tem odprlo kar nekaj možnosti, da s tem zaupanjem pridobi tudi drugačno vrsto vlagateljev portfeljskih, ki bodo v bodoče potem verjeli v to, da so lahko tudi slovenska podjetja nosilec nekega razvoja v regiji in da skozi njih vstopajo v regijo. Jaz mislim na temo optimizma, da smo trenutno preveč pesimistični. V bistvu kot dober borznik veste, če je pesimizem na najvišji točki, potem smo blizu dna in pol se bo kmalu kaj obrnilo. Zaradi tega sem jaz relativno pozitiven trenutno in že osebno tudi vlagam v delniške in obvezniške trge. Mislim, da je potrebno čim prej slabo banko operativno uvesti v poslovanje, da je treba ta transfer slabih posojil čim prej prenesti. Te debate v samem strošku so stališča, da sta dve najbolj problematični banki tako in tako že skoraj da nacionalizirani, samo prestavljanje z ene točke v drugo točko in sproščanje tega pritiska na banke, da se zopet usmerijo na trg. To bo omogočilo tudi za prestrukturiranjem podjetij, da bodo se začela nov investicijski cikel, seveda pa pri podjetjih, ki imajo jasne načrte in bodo pripravljene za to tudi povabiti koga v lastniško strukturo. Jaz mislim, da samo s kreditiranjem kreditnega krča ne bomo presegli. Bistveno pri celotnem programu prestrukturiranja in reševanju financiranja države pa ni toliko o tem, kaj bomo prodali in po čem, da se ravno je to važno vprašanje, ampak predvsem, zakaj bomo ta sredstva uporabili. Če smo se v preteklosti obnašali neracionalno in kreditirali podjetja, ki niso imela perspektive, se moramo jasno sedaj organizirati na način, da se to ne bo ponovilo. Če ne, bo vsa ta operacija le korak dalje, brez nekih pravih rezultatov. Jaz mislim, da Evropa oziroma komisija, Evropski parlament trenutno išče ta pravo pot, kako bojo v bodoče vključili tudi različne deležnike, ne samo državo v reševanje bank, ampak ocenjujem, da je to en proces in takšne zadeve, kot smo videli v Cipru, ne se pač zgodijo in sprožijo eno širšo debato. Upam, da bomo na koncu le najdeli neki smiselnega, da ne bo dodatno zaupanje, po moji oceni je to ena nevarnost, ne še trpelo dodatno, ker si tega nočemo ali pa ne želimo privoščiti. Mi si prizadevamo slovenska podjetja pripeljati čim bližje mednarodnemu kapitalu, čim bližje tujim vlagateljem in v tem načrtu je, da slovenski trg počasi izgubi ta pridih lokalnosti, kar je vsekakor mogoče za najboljših 10 slovenskih podjetij. V okviru finančnega sejma so že tradicionalno podelili nagrade revije Kapital naj direktorju, naj finančniku in naj podjetju. Naj podjetje 2013 je družba Krka d.d., ki ima 9500 zaposlenih,
Preseglo je milijardo prometa in ustvarilo 155 milijonov evrov dobička. Nagrado je sprejela Zvezdana Bajc, članica uprave Krka d.d. Kot najfinančnik 2013 je bil nagrajen Matjaž Rakovec, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav. Ob veliki krizi finančnega sistema so lani ustvarili rekorden dobiček. Medtem ko vlada načrtuje prodajo posameznih državnih podjetij, Zavarovalnica Triglav načrtuje nove prevzeme na Hrvaškem. Kot najdirektor je bil nagrajen Andrej Božič, predsednik uprave Steklarne Hrastnik. V 4 letih je uspešno saniral podjetje, še leta 2009 je imelo podjetje 5 milijonov evrov izgube, lani pa že več kot milijon evrov dobička. Pravkar se je vrnil iz ZDA, kjer je promoviral novo slovensko vodko, za katero je Steklarna Hrastnik izdelala izredno zahtevne steklenice. Tako nagrado je Krka dobila že pred 4 leti in mislim, da ponovna podelitev dokazuje, da imamo res konstantno dobre poslovne rezultate. Tudi delamo na tem, da Krka stalno raste, da lansiramo nove izdelke in da s tem, ko uspešno poslujemo, ustvarjamo seveda ustrezne pogoje za vse, ki kakorkoli s Krko sodelujejo, bodisi da so to delničarji, naši zaposleni, kupci, ostali poslovni partnerji in končno tudi širša družbena skupnost. In mislim, da smo na tem področju informiranju delničarjev skozi leta, kar smo delniška družba, naredili res velik napredek in da zelo sproti in zelo korektno obveščamo delničarje o vsem, kar se v Krki dogaja. Po uspešnih in odmevnih predstavitvah poslovnih priložnosti in slovenskih investicijskih potencialov v Azerbajdžanu, Belgiji, Bolgariji, Braziliji, Franciji, Nizozemski, Italiji, Japonski, Libanonu, Luksemburgu, Nemčiji, Poljski, Sloveniji, Španiji, Turčiji in Veliki Britaniji, VZMD vabi zainteresirane gospodarske družbe, institucije, skupnosti in posameznike, da izkoristijo možnosti sodelovanja in vključitve informativnih in promocijskih materialov ter investicijskih projektov na spletne portale, v gradiva in priložnostne revije Investo Expo, promocijske videe Investo TV ter dogajanja ob številnih drugih predvidenih priložnostih, ki jih VZMD pripravlja v okviru obeh mednarodnih investicijskih programov International Investors Network, Investo.net ter Investo Slovenija, Investo SE.